Danes vidimo prikaz univerzalne sejalnice, sodobne, ki je namenjena tako za presledno setev, to pomeni za setev žit, trav, oljne ogrščice in podobno, kakor tudi za presledno setev, to je za koruzo, tudi za sladkorno peso, potencialno sojo in podobno. Gre za sodoben stroj, ki ima spredaj nameščeno vrtavkasto brano, ki zemljo obdela, potem pa posejemo. Ta prikaz je organiziral strojni krožek Ljutomer Križevci, ki je eden najbolj aktivnih strojnih krožkov v Sloveniji. Sicer pa imamo v Sloveniji 38 strojnih krožkov, ki pokrivajo teritorij cele države in trenutno je v njih vključenih okoli 6300 kmetij. Na ta način se lahko tudi ta stroj, ki je sicer po nabavni ceni zelo drag, uporabi koristno in tudi racionalno, da lahko z njim sejemo po enaki ceni, kot bi sejali z cenejšimi stroji, vendar bolj kakovostno. Dobar dan. Ja, danes smo na kmetiji gospoda Mirka v Kršencih. Tukaj za nami je tudi kmetija Vrbjak. Namen današnjega srečanja je bilo predstavitev sejalnice, ki je namenjena za setev strnih žit in pa v spomladanskem delu setev koruze. Zbralo se nas je kar nekaj članov. Z nami je bil tudi gospod Marjan Dolenšek, tajnik Zveze strojnih krožkov in seveda naša dva tajnika, tajnik poslovalne službe in pa seveda tajnik strojnega krožka. Naš krožek obstaja že od leta 1993, mislim da 93, če se ne motim, članov. Že nekaj časa združujemo, nekaj čez 300, v zadnjem času je kar precej mlajših članov, to je seveda spodbudno. Tukaj bi seveda obrazložil, imamo da so člani našega strojnega krožka kmetije in seveda posredno tudi njihove člani. To, da so mlajši člani, člani strojnega krožka pomeni, da so tudi predstavniki kmetij in to kaže spodbuden trend na našem območju. Naše območje zajema 5 občin, bivšo upravno enoto Ljutomer, občino Sveti Jurij in pa tudi imamo člane iz sosednje Hrvaške, to so člani Svete Martin na Muri. Z zvezo odlično sodelujemo, tudi kot sem že povedal na začetku, se nam gospod Dolenšek vedno skoraj na vsake prireditvi pridruži, napravi kakšne posnetke, kaj zapiše in tako naprej. Naš strojni krožek skrbi, da kmete oskrbujemo z zaščitno opremo, traktorskimi sedeži, pri zaščitni opremi tudi posegamo na gozdarsko področje, vinogradniško področje in še kaj je potrebno. V zadnjem času so spet, ko smo ta strojni krožek ustanovili, je bila nekako potreba, da so bili člani strojnega krožka in so potem lahko sodelovali na različnih razpisih. Taka je politika državna in pa seveda tudi evropska in seveda v tej smeri naši kmetje seveda potrebujejo tudi tujo znanje. Ni dovolj, da bi se bili samo doma. V ta namen organiziramo ogled nekaj sejmov, seveda nikoli ne spustimo Radgonskega sejma, Agara, tukaj v Radgoni, več sejmov po Evropi. Tudi sejmi ne bi bili sami po sebi dovolj, obiščemo tudi kako tovarno, ki izdeluje stroje in pa seveda kmetije po Evropi. Tudi kaj kdo dela, kakšni stroji so na terenu in seveda, če je potreba
potreba se poišče takšnega ali drugačnega izvajalca in seveda, če nekateri kmet ima svoje stroje, pa mogoče pride stroj v okvaro ali kaj, se enostavno poišče drugega, se tistemu plača usluga in seveda to ni tako prehuda cena, da si je ne bi mogli privoščiti in seveda storitev kvalitetno upravi oziroma pridelek je pravočasno upravljen. Moram povedati, da so kmetje, prav tako vidite tukaj za mene tale stroj, kmetje so se sorazmerno dobro opremili, tudi predvsem na račun slovenske kmetijske politike, razpisi so takšni in drugačni in seveda kdor pač želi se lahko vključiti. Je pa nekaj, seveda vsi se radi hvalijo družinske kmetije, tako in drugače, ampak tu bo trebalo nekaj napraviti. Enostavno povedano, družinska kmetija rabi proračun, ki bo zagotavljal družinski kmetiji normalno preživetje in normalno življenje, tako vsem drugim državljanom v Republiki Sloveniji. Hvala lepa. No, tu za meno zdaj vidimo sejalnico znamke Pöttinger tipa R8 3002 ADD PCS oziroma Precision Combi Seeding. Gre za sejalnico, ki je univerzalna, namenjena je za setev strnih žit, kakor tudi koruze ali mogoče tudi sojeve vrste. Kaj je prednost te sejalnice, da je združena in lahko z njo sejamo več različnih kultur. Koruza se seje na razdaljo 75 cm v medvrstni razdalji. Imamo varianto, da zraven sejemo tudi mineralno gnojilo ali pa mogoče kakšen mikromodulat za strojne kot je Force. Sejalnica je pnevmatskega sistema, nastavljivo ima tudi globino, kakor tudi pritisk, posamezna enota ima 50 kg pritiska, zdaj v koruznih enotah se pa lahko tudi pritisk do 30 kg poveča, tako da lahko pridemo na 80 kg pritiska na enoto po koruznem elementu.